Slovenija ima kot tretja najbolj gozdnata evropska država velike zaloge lesa, ki pa ostaja neizkoriščen. Letno nam ga na prebivalca priraste 4 kubične metre, predelamo pa ga le pol kubičnega metra na prebivalca. Ali povedano drugače, v Sloveniji vsako sekundo priraste za veliko garderobno omaro lesa, porabimo pa ga le za izdelavo njenih polic. Vse našteto je občutno premalo, sploh v luči boja proti podnebnim spremembam. Z intenzivnejšo uporabo lesa, ki bi nadomeščal druge, manj prijazne materiale, bi namreč zmanjšali emisije toplogrednih plinov v ozračju ter uživali še v drugih prednostih, ki jih les prinaša s sabo. Les je namreč naravno obnovljiv. Mogoče ga je reciklirati, ugodno vpliva na naše počutje, daje nam občutek toplote, ne povzroča alergij in deluje antistresno. Hkrati pa je 15-krat boljši toplotni izolator od betona, 400-krat boljši od jekla in 1770-krat boljši od aluminija. Les postaja strateška surovina in obvezen spremljevalec vseh, ki so udeleženi v ustvarjalni proces lesno-predelovalne in pohištvene industrije. Poseben izziv pri oblikovanju lesa arhitektom, statikom in oblikovalcem predstavljajo objekti v visokogorju, ki morajo biti z oblikovnimi detajli in statiko prilagojeni rabi in bivanju v zahtevnih podnebnih razmerah, ki jih krojijo veter, sneg, nevarnost plazov, razgiban teren, pripekajoče sonce in divji viharji. Tu zunanjo obliko, izbor materialov in zasnovo konstrukcije narekuje skromnost, ki je popolnoma podrejena funkciji, saj mora objekt v minimalnem prostoru zagotavljati zavetje in prenočišče tistih, ki se vanj zatečejo. Tak primer so leseni objekti na vršnem slemenu Ratitovca. Še bolj impresiven pa je bivak na pobočju Skute v Kamniško-Savinjskih Alpah na dobrih 2000 metrih. Bivak, zasnovan na podlagi tradicionalne slovenske alpske arhitekture s pridihom sodobne interpretacije, je rezultat sodelovanja slovenskih in londonskih arhitektov skupaj s študenti z Harvardske univerze. Učili smo jih specifiko gradnje, ki pač je zelo zanimiva. Kot prvo mora biti statika objekta dovolj močna, da prevzame vse te sile vetra, snega in pač vsega tega, kar se dogaja v visokogorju. Kot drugo morajo biti pa objekti tako lahki in ekonomični, da v bistvu, ko jih transportiraš gor z helikopterjem, v bistvu, da so pač tudi dovolj lahki, da ta transport da ga ni preveč in da je v bistvu čim lažji. Tako da v bistvu je bil to en zelo zanimiv projekt, se pravi, študenti so se ogromno naučili, tudi mi smo se ogromno naučili. Objekt je zdaj star v bistvu pravzaprav že 10 let, tako da v bistvu tudi spremljamo, kako se stara. Tam je bivak stal 50 let, tako da v bistvu ta star bivak, ki smo ga zaradi dotrajanosti bili primorani pač odstraniti, v bistvu smo nadomestili s tem novim in upamo, da bo naš trajal še dlje časa. Ti izvajalci, ki so z nami sodelovali, so tudi sodelovali v smislu tega, da v bistvu dokažejo, da so njihovi materiali ali pa pregledajo, ali so res v bistvu toliko trajni, da tudi vsem tem ekstremnim vremenskim razmeram kljubujejo, ki se pač dogajajo v visokogorju. Zdaj, te ekstremne vremenske razmere so zanimive tudi zato, ker se jasno v arhitekturi veliko sprašujemo, kam gremo v bistvu z temi spremembami, ki se dogajajo pač žal v svetu, in na nek način te, bom rekla, študije visokogorja in pa odzivov objektov v visokogorju nas veliko tudi naučijo, kako graditi v prihodnosti, da je v bistvu, bom rekla, gradnja trajnostna in da hkrati lahko kljubuje vsem spremembam, ki nas čakajo. Arhitekti pa v zadnjem času vse bolj uporabljajo tudi postopek dekarbonizacije lesa, s čimer se na moderen način obujajo že skoraj pozabljene stare tehnologije. Les tako ohranja svojo barvo, lastno zaščito in kljubuje vremenskim neprilikam. Ena izmed teh tehnologij je žganje lesa. To je tehnologija, ki so jo pravzaprav uporabljali že stari Perzijci, kasneje tudi Vikingi v pomorstvu, in pa v bistvu smo jo tudi Slovenci uporabljali. Moramo omeniti, da drevak, ki se je našel na Barju, je bil tudi narejen s to tehnologijo, tako da imamo eno dolgo tradicijo. Kasneje se je to tudi uporabljalo v alpskem svetu, v visokogorju. Prvi tak objekt eksperimentalen, ki smo ga postavili, je v Soteski Vintgard. To je v bistvu les, ki je zaščiten proti vremenskim neprilikam, se pravi, njega ni treba nič obdelati, zavedno ostane tak, kot je, hkrati pa v bistvu tudi dobi neko požarno varnost, kar je delno že
brezogljičen. Pač les je zadnje čase popularen tudi pri zasebnih investitorjev, kar je jasno zelo dobrodošlo, po drugi strani pa seveda les in pač naše stavbarstvo tradicionalno je nekaj, kar imamo samo mi. Kozolec je nekaj, kar je izključno samo slovensko in to se meni osebno zdi nekaj neverjetnega, da pravzaprav smo tako majhen narod, s toliko malo ljudi in toliko malo zemlje, ampak imamo toliko zanimivih lesenih objektov, ki jih pravzaprav nima nihče na svetu in to zmeraj tudi mi učimo te tuje študente in se učimo iz teh tehnik, ki so jih imeli, ne. Rokodelski sledovi lesa in lepota njegovega oblikovanja pa iz visokogorja vodijo k vodi. Mojster Vekoslav Kebej je še eden redkih nosilcev zaščitnega izročila, ki dolge in plitke jezerske čolne, ki so jezercem služili vse od rojstva do smrti, izdeluje po tradicionalnih predlogah, z arhaičnim podedovanim orodjem. Brez drvaka sploh ni šlo. To je bilo eno glavnih orodij na velike kmetiji. Imeli so po 2 čolna. Velicega so imenovali tovornega, manjšega, za kam skočiti, je pa manjše, 5 do 7 metrov dolg. Iz mojega otroštva se drvako spominjam, ne preveč, ker jih ni bilo toliko. Jih je bilo bolj malo, če pogledam po fotografijah nazaj, jih je bilo pa ogromno. Cestnih povezav ni bilo. Prebivalci Dolnjega jezera so vozili živino, les, seno, kamenje. Kar se tiče Potočanov, tiste nasip zadnji za otokami narejen šele okoli leta 1930. Oni so pa res vozili, so bili vezani na Loško dolino, na Cerkveno in Procvetno. Torej, poroke, pogrebe, vse. Če so delali 2 čolna, skep pa deske čez, so imenovali ladja, takme čolne. S takih najme čolne so vozili tudi kamenje, pa so ga vodometali, ko so nasip delali. Kakor vemo, je tudi leta 1920 se pripeljala ohcet na take ladje iz otoka. Na Dolenje jezero se je ta mlada preženila. Možakar starejši mi je rekel, da je moj starovač imel najdaljši čoln v vasi, 12 metrov dolg. Potem sem pa še neke žeblje najdel, cveke dolge, pa tu pa ono mas neko nič, oni so se matrali, fino, bomo mi naredili v spomin prastaremu očetu čoln Matevž. In je zunaj točno vem po starih predlogah. Zdaj, ko imam pa same ženske, sem rekel, ajde, pa vnukinje imam rad, sem pa še 3 naredil po vnukinjah, Brina, Lina, Ajda. To je kar tako, dolžnost je do predniku in do nasledniku. Bom to rekel, da me če dalje bolj poživljati, ker se s tem ukvarjam. Zelo pomembna zadeva pri nas je bil les. Lesa je bilo dost, ljudje so pa tudi vedeli, kakšno vrsto lesa so uporabljali za določene stvari. Recimo, če gledamo čoln drvak, na njemu je 4 vrste lesa. Osnovno je jelka. Jelka, ki more, je rekel en možakar tam na otoke, ki raste na skali. Tu pomeni, da počas raste. Torej gosta rast, tudi sejkati je bilo treba, ker so tu prej več uporabljali točno stari luni, pa kaj les miruje. Leva pa desna stranica sti z enega kosa, potem imamo še 2 deski za podjen, pa 4 krivine. Najti je bilo treba tudi ukrivljeno jelko. Zanimivo, težko je bilo najti. Zato, da smo iz ukrivljene jelke zrezali krivine. Od spred pod zad. Ja, ukrivljena, krivljasta jelka mora biti. Ja. Se vidimo tudi le na žage. Pa tudi, ja. Dočim zaključki na koncu so pa bili strdega lesa, ali je hrast ali jesen, pa ciga tam, ko taknemo veslo, not je tudi z hrasta, dočim trtica za veslo, not je pa iz frišne lejske spleteš, da pol veslo takneš not. Žaga venecijanka, kakor vemo, je ta sistem žag prišel sem iz Venecije in jih naj bi gnala voda. V vasi Žarovnici so še 4 žage. Ta moja žaga je pa na elektriko, ker naša vas nima vode. V moje mladosti je mu tu samo eden ta bogati kmet. Tu naj bi bil kakšen Mercedes Deluxe. Dočim mi smo imeli bučke bili take žage slabe, enega rjavega fičota. Je tu tam na slike. Žaga ima širok jarem, sem se pa jaz umislil, ukrivljeno vodilo not in jaz lepo zdaj režem krivine na žagi. Tlele. Čisto enostavno. V času so matrale, so na roke rezali, zdaj pa jaz tudi odrežem.
Čeprav les ni baker, litij ali kobalt, je strateška surovina Slovenije in celotnega planeta. Je material, ki iskreno nagovarja potrošnika z izdelkom, pri čemer pa mu inovativno oblikovanje in raznovrstna raba v proizvodnji ali obrtni in rokodelski dejavnosti dajeta visoko dodano vrednost. Če bi gradbeni les primerjali s cementom, jeklom ali aluminijem, pokaže tehtnica, glede porabe energije pri gradnji, večkratno prednost lesa. Zakaj torej ne bi bil les, kot material sedanjosti in prihodnosti, prva izbira pri gradnji in nakupu izdelkov? Lesena gradnja v današnjem času je zelo pomembna. Les, ki je drevo, ki je rastlo, je vsrkalo CO2 iz zraka in ko zgradimo mi leseno hišo, ali pa leseno stavbo, uporabljamo lesene izdelke, skladiščimo CO2. In to lahko naredimo za zelo dolgo časa. Leseni objekti so lahko tudi zelo trajni objekti. Po koncu življenjske dobe pa jih lahko ponovno uporabimo. Ta les lahko naredimo nove izdelke. Poleg tega še v drugi življenjski dobi lahko še enkrat jih zmeljemo, recimo naredimo iverne plošče, zopet omare in potem res na koncu uporabimo šele za energetske namene. V času poplav se je izkazalo, da po poplavah lahko lesene objekte hitrejše posušimo kot klasično grajene objekte. V lesenih objektih zagotovo je bilo treba odstraniti tlake in odprti stene. Mogoče je izgledalo bolj grdo, grozno, bom rekel, ker je bilo več odprtih sten, medtem ko pri klasični gradnji pa je proces sušenja bistveno daljši kot pri lesu. In les manj vode vsrka v sebe, ker les je suh, ki ga imamo v hišah in zaradi tega dlje časa lahko zdrži. Javna naročila so lahko dober promotor tudi za zasebni sektor. V javnih naročilih, vsaj v Sloveniji, zaenkrat gradimo predvsem šole, vrtce, bi bilo pa potrebno tudi še razširiti ta spekter stavb, recimo stavbe za starejše, zdravstvene domove in tako naprej. In s tem bi še dodatno popularizirali in ljudje ozavestili, da je lesena gradnja lahko zelo kakovostna gradnja. Lesena gradnja ne omogoča toliko samogradnje. V Slovencih je pa ta samogradnja še vedno precej zakoreninjena. Pri leseni gradnji, kar je pa treba povedati, ne odpušča napak. Napake se potem pojavljajo recimo kot trohnobe v objektih in tega si ne želimo. Zato je treba kakovostno graditi. Imamo zelo veliko kakovostnih podjetij v Sloveniji, ki se gradi lesene objekte in zagotavljajo, da bodo objekti zdržali 100 in več let lahko. Največja bolečina mi je še zmeraj ravno to, da ljudje ne prepoznajo les kot najpomembnejši gradbeni material za gradnjo stavb. Seveda lesa ne moramo posoditi uporabljati, ne bomo ga uporabljali za gradnjo kleti, ampak nad kletjo pa zagotovo lahko z lesom naredimo ugodne bivalne pogoje. Slovenski les pa ni uporaben samo v stavbni in pohištveni industriji, ampak tudi v svetu visoke mode. Dokaz za to je modna oblikovalka Matea Benedetti, pionirka trajnostnega luksuza v Sloveniji, ki z oblekami iz sadnega usnja in lesne svile oblači in navdušuje hollywoodske zvezdnike. Prvo je povedala, da sem veliko let čakala na alternativo za svilo. Lesni material, lesna svila ali pa lesna viskoza, je v bistvu rastlinska alternativa za svilo. Zdaj sam postopek, če govorimo o trajnosti, jaz uporabljam svilo iz lesa, ki je trajnostna. Postopek sam je zelo podoben kot postopku za pridobivanje viskoze, samo pri liocelu, ki je pač trajnostni material, je razlika ta, da se kemična snov, ki je odgovorna, da raztopi les v tekočino, ni tako strupena, kot je pri sami viskozi.
Ne? In postopki, ki se uporabljajo pri realizaciji tega tekstila, je absolutno trajnosten. Zakaj? Zato, ker tudi odpadek kemični, ki nastane, se ne odvrže v vode, tako kot se dela to pri viskozi. Veliko let, če si hotel biti trajnostna blagovna znamka, enostavno nisi mogel oblikovati za red carpete, ne? Se pravi za rdeče preproge. Zakaj? Zato, ker nisi imel materialov na razpolago, ki bi nudili lep padec, določen lesk in, bom rekla, neko barvno paleto. Ne. Tisti moment, ko so se te svile pojavile, se pravi, ko se je pojavil tencel na tržišču, se je začel, bom rekla, zeleno gibanje tudi na rdečih preprogah. Plus, da je tekstil 100% biorazgradljiv, a ne, se pravi, ko odvržemo nek ta kos oblačila, recimo ta srajca, ki jo nosim, je iz lesne svile, a ne, se razgradi v naravi v 3 mesecih in z minimalnim vplivom na okolje. Če dam primerjavo s srajco, recimo iz poliestra, ki potrebuje več kot 500 let, ne. Plus, da se pri razkrajanju dogajajo, pač se izločijo zelo toksični plini v okolje. Naš odnos do lesa pa se odraža tudi skozi restavratorstvo. Rok Valjavec je eden tistih mojstrov, ki že desetletja dolgo na novo vdihuje življenje starim skrinjam, kmečkim stolom in dragocenim predmetom, ki so nas skozi preteklost definirali kot narod. V svoji delavnici po metodah starih restavratorjev potrpežljivo sestavlja koščke vse bolj izginjajoče kulturne dediščine in jih trga po zabi časa. Ja, s to industrializacijo, ki je šla po vojni naprej, s tem smo mi kulturno dediščino nekje potisnili v ozadje. In šele mogoče tam v 90-ih letih ali pa mogoče 80-ta leta, da je prišlo iz Italije spet zavest majhen. Italijani so zelo hodili k nam, pokupali kmečko pohištvo, poslikane skrine, tega so zvozili neverjetno v Italijo. In zavest Slovencev je verjetno s tem prišla, da je treba nekaj tudi tule ohraniti našim potomcem. Se pa zdi, da je restavriranje Rokova družinska dediščina in dolg do njegovih prednikov. Njegov dedek Peter Valjavec je bil Plečnikov mizar. Izdeloval je pohištvo za kraljevo družino Karadžorčević. Opremljal pa je tudi sloviti grad Brdo. Rokov čas, ki ga je preživel z dedkom v njegovi delavnici, je bil nehote tudi učna ura za spoštljiv odnos do lesa in do predmetov, ki nosijo v sebi sledove življenj in zgodb naših prednikov. Ja, to pa vsak les ima drugo zgodbo. Recimo tudi pri meni je zanimivo, se zelo zapomnim ponavadi, kje dobim kakšen les. Recimo tale les je iz podbreškega Faroža, ki je bil grajen leta 1732. Če pomislimo, da je ta debelina lesa takale, je bil verjetno vsaj 60 let prej je že začel rasti, to pomeni, da je z leta 1600 nekje. Probamo čim več odkrivati te stare tehnike, tudi ponavadi je to preposlikav. Poslikavo probamo ugotoviti, kako je bila, tudi če je bila s tem glavnikom narejena, z lesenim kampeljem ali pa starim čopičem, da probamo te poteze noter, da bi kar retuširamo. Čim več ohraniti originala, potem gremo šele v retuširanje. Ja, to je pa ponavadi tako, ker skrino mi začnemo obnavljati, je to prvo poslikamo, premerimo, pogledamo, kaj je treba zamenjati, potem jo začnemo razdirati. In ko razdiramo noter, pa pridemo do kakšnega predala, pa še kaj najdemo noter. Ponavadi je kakšna ogrlica srebrna, tudi zlate smo že dobili, stare bankovce, listine, dokumente, knjige, prepovedane zadeve. No. Če bi bil recimo avstro-ogrski grb naslikana na frontni ali pa na stranskih straneh skrine, je bilo to treba prebarvati. Če smo ti to za časa prihoda Napoleona gor, je bilo to kaznivo in so jih prebarvali. In kasneje, ko mi jo zdaj obnavljamo te skrine, marsikatero odkrijemo to preslikavo. Ali pa recimo smo imeli pred kratkim eno skrino, ki je bil vrhen pokrov zamenjan z eno stranico od ene druge skrine, ki je bila še starejša kot tista skrina. Pa je bila že ta skrina, mislim, da je 1740, zgoraj je bila pa 1600 stranica. To je zanimivo ugotavljati, kako so to predelovali, kako so reciklirali les.
Ta pohištvo, ki ga danes skupimo, je recimo 10, 15 let, mogoče 20 let še modern, potem gre to iz mode ven, ne. Ta pohištvo, ki ga mi restauriramo, je pa to že preživel recimo stoletja, pa je mogoče 50 let stal nekje, je bil zamrznjen, smo ga mi spet oživeli za nadaljne rodove. Jaz mislim, da dokler bomo mi delali z lesem, pa da bomo znali z roko narediti, da bo to nekaj vreden. Če bomo to ohranjali, pa to spoštovali v Sloveniji, bomo več vreden kot drugi narodi. Restavriranje lesenih izdelkov in obnova lesenih stavb pa je pomembna tudi z vidika ohranjanja in predstavljanja slovenske podeželske stavbne dediščine. Stroka priznava, da se tu na terenu pogreša več prostorske vzgoje in bolj spoštljiv odnos do naše dediščine in kulture bivanja. Slovenija je zelo raznolika dežela in ko mi rečemo gozd, moramo pomisliti na njegov sestav, ki ni enak v celotnem slovenskem prostoru. Na Gorenjskem je več smreke, bora, jelke, macesna, medtem ko tam na Dolenjskem, Beli krajini je pa več kostanja, hrasta in bukve. In tem vrstam lesa se je prilagodila tudi gradnja. Zato je raznolika in ne smemo enake lesene hiše postavljati po celotnem slovenskem prostoru. Restavriranje se danes razume kot neke vrste racionalna reciklaža, ki je paradni konj sodobnega, okolju prijaznega razvoja. Z obnovo lesenih objektov se ne samo ohranja izvirna slovenska stavbna dediščina, ampak se tudi hranijo dokazi o večstoletni prisotnosti Slovencev na tem prostoru. Leseni objekti so namreč zrcalo razvoja, ki priča o razvitosti našega gradbeništva in vse bolj izginjajočih rokodelskih obrti. Vse od tesarstva, žagarstva, rezbarstva in mizarstva. In povem vam, da marsikakšno čudovito vogalno lesno zvezo pri Brunih danes sodoben tesar ne zna več narediti. Ni kos ne likovnemu prejemu, ne tehničnemu prejemu. Tako da bi se lahko na temo tega razvoja, napredka res bolj poglobili v obstoječo dediščino in tukaj iskali tehnične rešitve in razvoj naprej, kar naprimer so naredili severni narodi sigurno. Ne, pri njih ne ločiš, katera lesena hiša je nova in katera stara, ampak šele potem, ko pogledaš določene tehnične pa likovne rešitve v podrobnostih. Pri tem pa, da noben ne pomisli, da ti z restauriranjem ne ohraniš samo drevesa v gozdu, ampak da prihraniš tudi zelo, zelo veliko energije, ki je potrebna za izdelavo novega. Če ti, na primer, pri ostrešju zamenjaš samo dva poškodovana tramova, dva poškodovana nosilca, je vendar ceneje in bolj racionalno, kot pa zamenjati celotno ostrešje. Samo pri nas se še vedno kar pometa sta veliko metlo. Prav razbesni me, ko gledam, kako iz osteni trgajo dovolj zdravo, malo poškodovano stavbno pohištvo in ga potem zamenjajo z novim plastičnim. Ne. Razveseli me pa res vsaka lesena hiša, ki je postavljena v prostor z upoštevanjem prostora, merila, tradicije, merila človeka, človekovega življenja, je prilagojena njegovemu življenju in to ni kar neka skopirana hiša iz neke revije ali pa iz tujine ali pa od sosedov, ker moram jaz tudi tako imeti, kad je imel sosed. In takih hiš je kar nekaj že v slovenskem prostoru. Les je kapital naše prihodnosti, naš nacionalni ponos in skupaj z gozdom tudi eden najbolj iskrenih simbolov slovenstva, saj ima skoraj vsak četrti Slovenec v lasti gozd. Prav tako pa je les globoko vpet ne samo v gospodarstvo, ampak tudi v kulturno dediščino. Hkrati pa je ravno lesna industrija ključna za ustvarjanje zelenih delovnih mest, za regionalni razvoj, za razvoj samooskrbnega in krožnega gospodarstva, kot tudi inovativni material in dobra poslovna priložnost za mlade generacije. Delimo z njim svoj dom. Uporabimo slovenski les.